Točko 1, se pravi, kriza v občini Bohinj smo dali z razlogom, vsi ste seznanjeni s situacijo, kakršna je v Bohinju. Glede na tisto prvi val, ki je občina Bohinj, bom rekel, zelo, zelo uspešno prebrodila. Nismo imeli okužbe, vendar v zadnjih slabih 2 mesecih nam je stanje se nam zelo poslabšalo, tako da je glede na število prebivalca, bom rekel, kar alarmantno. Država je sprejela ukrepe z zapiranjem lokalov, mej, šole, vrtca, vendar se nam situacija ne spreminja na boljše, kot bi si želeli. Bi človek včasih rekel, da zelo, zelo počasi. To nam je dalo misliti in mislim, da je to znak in pa pokazatelj, da se vendarle kljub tistim ukrepom sami ne čuvamo dosti in ne upoštevamo teh pravil. Jaz bom na začetku rekel, da najlepša hvala vsem, ki spoštujejo nošenje mask, spoštujejo odloke in o karanteni in obveščanju svojih stikov, če so bili okuženi. Nekaj pa je takih, ki te pravila vztrajno zavračajo in pa jih ne upoštevajo. Moje mnenje je, da ne glede na ukrepe države se nam kužba širi, s tem, ko ne spoštujejo teh ukrepov, povečujejo samo škodo, ki je tako ali tako že nastala z zaprtjem vseh obratov in pa meje. In z vsakim dnevom, ki imamo te ukrepe in če se nam stanje slabša, se nam bodo te ukrepi še bolj zaostrovali in pa podaljševali. Jaz bi, med nami so danes namestnik poveljnika štaba civilne zaščite Robi Jenstrle in pa gospa dr. Saša Encinger in bi ima dal zdaj besedo, da povesta tudi svoje strani, kako in kaj, in bi prosil kar predstavnika štaba civilne zaščite, da nam pove o ukrepih in pa njihovih nalogah, ki so jih pač izvajali. Prosim. Hvala lepa. Dober večer tudi v imenu štaba civilne zaščite občine Bohinj. Štab civilne zaščite občine Bohinj se je v ožji sestavi, je bil ponovno aktiviran 19. oktobra 2020, hkrati z razglasitvijo epidemije. Že pred aktivacijo so bili seveda izvedeni nekateri postopki za pripravo na drugi val, na primer nakup kontejnerja, ki stoji pred zdravstvenim domom Bohinj, ter popolnitev opreme v skladišču civilne zaščite. Aktivirali smo občinski načrt oskrbe občanov med epidemijo, ki smo ga izvajali že v prvem valu, ga pa še nadgrajujemo. S tem smo ponovno vzpostavili tako informacijsko pisarno, kot tudi logistični center, ter občanom tako omogočili lažji dostop do informacij in vsaj osnovno preskrbo. Sledimo stanju v občini in sprejemamo odločitve za zmanjšanje oziroma zajezitev okužb ter za pomoč občanom in ključnim organizacijam. Nekaj pomembnejših odločitev in aktivnosti so sprotno informiranje preko različnih kanalov, tudi z obvestili, ki so jih občani prejeli na dom, stalno pozivanje na spoštovanje ukrepov za preprečevanje širjenja okužbe, redna komunikacija z regijskim štabom civilne zaščite, redarstvom, policijo, zdravstvenim domom, domom Svetega Martina. Eden od ukrepov oziroma odločitev je bila zaprtje šole v času 21. do 23. oktober oziroma prehod na šolanje na daljavo tudi za predmetno stopnjo. Seveda smo sproti in pravočasno vzpostavili tudi nujno varstvo predšolskih otrok v vrtcu Bohinjska Bistrica. Ves čas pomagamo zdravstvenemu domu Bohinj in domu Svetega Martina pri pridobivanju prostovoljcev. Zagotovili smo namestitvene kapacitete za morebitne potrebe ključnega osebja, predvsem iz zdravstva ter doma Svetega Martina. Temu istemu domu smo pomagali pri ureditvi rdeče cone, tako z delovno silo, kot tudi izposojo 5 negovalnih postelj.
Pripravljamo in razvažamo prehranske in higienske pakete ter prevažamo brise v vikendih v laboratorij. To izvajajo informacijska pisarna, logističen center, za same prevoze skrbijo pa prostovoljna gasilska društva. Zagotavljamo tudi tople obroke za učence in dijake, to izvaja šola preko vrtca. Ob tem smo prosili tudi bohinjke in bohinjce za pomoč in ste se odzvali. Zato se zahvaljujemo vsem prostovoljcem, ki so že pomagali ali izrazili pripravljenost pomagati. Cenimo vaš trud. Prva potrjena okužba na področju naše občine je bila v drugi polovici septembra. Število okuženih naslednje 3 tedne je bilo relativno majhno. 1 do 2 novi potrjeni okužbi na dan. Bistven porast števila okužb pa se upada tudi z razglasitvijo epidemije. Stanje ocenjujemo kot zelo resno. Gorenjska regija že nekaj časa velja za najbolj izpostavljeno, nažalost pa podatki za našo občino kažejo, da spadamo v sam vrh po deležu okuženih občanov, tako po absolutnem številu obolelih, kot tudi po 14-dnevni incidenci. V zadnjih 3 tednih beležimo v povprečju 7 novih potrjenih okužb dnevno, največ celo 21. Seveda so navedene številke o testiranih osebah. Dejansko število okuženih je bistveno večje. Kljub trendu rahlega umiranja v zadnjih dneh pa je štab civilne zaščite še vedno zaskrbljen nad stanjem. Razpršenost okuženih nam namreč kaže na to, da gre predvsem za prenos okužbe med nami, bohinjci samimi. Ozornega odziva na ukrepe, vsaj pri delu občanov, v nasprotju z izkušnjo iz prvega vala, ni več. Ukrepov, kot so pravilno nošenje mask, umivanje, razkuževanje rok, upoštevanje varne razdalje, omejevanje druženja, tako na delovnih mestih kot v prostem času, na žalost veliko občanov ne upošteva. Še več, potencialno okužene osebe s svojim neodgovornim ravnanjem dodatno širijo okužbo. Bojimo se, da bo zaradi sebičnega in neodgovornega ravnanja posameznikov ali skupin sedaj veljavni ukrepi še podaljšani, mogoče celo zaostreni. Lahko pride tudi do situacije, da se bodo ukrepi ponekod sproščali, drugje pa ostali v veljavi ali zaostrovali. Zgodi pa se lahko celo, da bodo zaradi okužbe med zaposlenimi morala zapreti vrata tudi nujne dejavnosti, na primer lekarne, trgovine. Posledice ukrepov, ki si jih predvsem bojimo, pa so tiste, ki se bodo odražale na gospodarstvu, tudi turizmu, ter na splošno v družbenem življenju. Občutili pa jih bomo vsi, ne samo posamezniki. Zato ponovno pozivamo vse, ravnajmo odgovorno do sebe, do drugih, do družbe nasploh. Zahvaljujem pa se vsem občanom in občankam, ki spoštujejo te ukrepe. Hvala lepa. Moja dolžnost je, da se opravičim gospe doktor, in majčkeno sem jo pomladil. Z nami je doktor Langusova, to je pravilen priimek, in bi zdaj pridal njej tudi besedo, da pove tudi stroka, kako in kaj. Prosim. Hvala za povabilo. To, kar je povedal poveljnik civilne zaščite, je pač res in to pač opažamo v številkah, ki so relativno visoke še vedno kljub ukrepom, ki naj bi se jih vsi skupaj držali. Če povem malo v številkah, recimo v zadnjih 10 dneh smo mi upravili samo v zdravstvenem domu Bohinj, zraven brez pridruženega doma, 103 testiranja, od tega je bilo 53 oseb pozitivnih. In to se nam zdaj že kar 14 dni, 3 tedne pojavlja, da v bistvu imamo 50%, vsaj 50% testiranih pozitivnih na COVID. To so zelo visoke številke, če primerjamo včerajšnjo državno številko, ki je bilo 30% pozitivnih, pa je bilo to zelo visok glede na zadnji trend.
Kar je še dodaten zaskrbljujoč podatek, je to, da v zadnjem tednu ali pa dveh opažamo, da je med testiranimi vse več starejših. Od začetka v septembru, ko se je vse skupaj začelo, je bilo veliko mlade, aktivne populacije, ki so večinoma kar dobro prešli skozi bolezen, brez nekih hujših posledic. Bojimo pa se, da se zdaj to prenaša na starejše, ki so pač ranljivejša skupina in bo verjetno v večjem deležu potrebovala bolnišnično oskrbo. Bolnice, kot pa vemo, se pa dokaj dobro polnijo in nas skrbi, kako bo naprej, kar se tiče dostopnosti oskrbe ali pa primerne oskrbe za vse skupaj. Zdaj, kaj lahko naredimo, je v bistvu veliko na vsakmu posamezniku, tako kot smo že slišali. Najvažnejše je to, da se pač poskusimo držati pravil, kakorkoli težko zna biti že to. Gre za to, da tega virusa trenutno drugače ne moramo krotiti, kakor tako, da se držimo socialne distance, da se ne družimo, da omejimo stike, nosimo maske in se razkužujemo. To je največje orožje, ki ga trenutno proti virusu imamo. Opažamo tudi to, da je problem včasih v razumevanju, kaj pravzaprav karantena ali pa izolacija pomeni, kljub vsemu trudu, ki ga vložimo s tem, da razložimo tako mi v zdravstvenem domu kot NIJZ oziroma epidemiologi, ki še zmeraj vse zbolele kličejo. Se mi zdi, da nekako tako je, da pač oboleli, ki imajo COVID, imajo veliko odgovornost, da sami naprej sporočajo stike in da obvestijo ljudi, na katerih pa potem je veliko to, da ostajajo doma. Se pravi, da ostanejo v karanteni tisti, ki dejansko so imeli stik. Največji problem je to, da ti zboliš, ampak si kužen že 2 dni prej, kar pomeni, da 2 dni prej že prenašaš virus naprej in tako se nam širi okužba naprej. Ni dovolj, da se svojci ločijo tisti dan, ko zvejo, ne vem, moj svojc ima pa COVID. To ni zadosti. Oni so bili že prej 2 dni z njim v stiku, kar pomeni, da vsi te, ki so bili 2 dni prej v stiku v istem gospodinjstvu, morajo ostati doma. In temu je namenjena karantena, ne temu, da zdaj smo bili do zdaj v skupnem gospodinjstvu, zdaj smo se pa ločili, pa jaz lahko grem v službo ali pa v trgovino in tako kamorkoli. Ne, pač če so bili prej skupaj 2 dni pred tem, ko je zbolel pacient, potem morajo ostajati doma. In če bomo tako to spoštovali, potem bomo uspeli zaustaviti širjenje. Trenutno nismo glih najbolj uspešni. Mogoče bi samo še apelirala na to, da v službi je tudi velik prenos dostikrat. Ne pomaga to, da se med delovnim procesom zaščitim pa da nosiš masko. Največji problem je to, da je potem odmor pa malca pa vsi snamemo maske in takrat ni noben zaščiten in takrat je verjetno največ prenosa. Tako da v bistvu 7 ur pa pol nosimo masko, pol ure pa ne, se pravi vmes tiste pol ure se lahko okužimo in je to kar problem. Tako da v bistvu še enkrat, gre se za to, da vsi ti ukrepi, ki fejst posegajo v kvaliteto življenja posameznika, so težki, ampak jih je potrebno upoštevati, če želimo karkoli rešiti za vnaprej. Se pravi, zaščititi te ranljive skupine, zmanjšati prenose virusa, zmanjšati število okužb, posledično zmanjšati število hospitalizacij in nekako pomagati zdravstvenemu sistemu, da bo zmogel skozi celotno zdravstveno krizo, ki pa dejansko nastaja. Dejansko je problem, ko v bolnicah ni kadra, ko v bolnicah ne bo prostora, ampak lotiti se je pa treba vsak na svojem nivoju, vsak pri sebi in zaščititi pač sebe, svoje najbližje in pa celotno skupnost. Toliko. V glavnem je pa še ena stvar, ki bi jo pa rad izpostavil. Mislim, da bi bilo zelo na mestu, če bi tudi občani sami med sabo včasih kakšnega opozorili, da ne masko nosi.
Glejte, mi lahko pošljemo represivne organe, da to izvajajo. Izvajali bojo v takem obsegu, kot to zmorejo. Nikakor pa ne bojo mogli pokriti celega Bohinja oziroma celega kraja ves čas. Na nas samih, na nas občanih samih je, da smo toliko odgovorni, da eden drugega opozarjamo na te osnovna pravila, ki so. Vsaj te osnovna. S tem bomo naredili največ. Hvala. Zdaj, ko je bilo kar nekaj povedanega, jaz upam, da ljudje, ki gledajo, da so pač si vzeli zadevo k srcu. Strinjam se s tem, da damo le tak, da ljudi še enkrat upozorimo. Že do zdaj smo jih opozarjali, prosili, kazali na problem. In pa seveda sem mnenja, da dokaj časa, tako kot je bilo rečeno, ne bomo sami začeli opozarjati pa gledati, kdo je tisti potencialen, pa se ne en drugega bati, ampak opozarjati pa jasno, glasno povedati, da ne se umakne, če vemo, da je pozitiven, ker bodimo pošteni, sosede za soseda vejo. Mi ne vemo, kdo je okužen, niti me v bistvu res to ne zanima toliko, zanima me samo toliko, da bi imeli podatke, da bi lahko drugače ukrepali, vendar, ko se ljudje poznajo, tako kot je bilo že rečeno, se bomo mogli opozoriti, mogli se bomo postaviti za svoje, da bomo imeli zdravo okolje, da nam ne bojo tisti tako imenovani frajerji padali v ta naš življenje. Je pa res, da če se stanje ne bo poboljšalo, če bo še kar strmo naraščalo in da ne bo nobenih rezultatov, do sedaj mi nismo nobene represije delali, nismo kaznovali, vendar vam lahko tukaj rečem, da bomo tudi to počeli, da se bo tudi kazensko odgovarjal, če ne bo kakšen nosil maske, če bo kdo, bomo tudi prijavili inšpektoratu, če ne bo kdo spoštoval karantene, ker to je tisti končni ukrep, ki ga mi ne maramo, noben ga ne mara, vendar je tisti nujen, če drugače ne bo šlo. Poskrbeti bo treba, da bomo pač zagotovili za tiste, ki pa pač hočejo varno živeti, da bojo varno živeli. Jaz se zahvaljujem obema sogovornikoma in pa seveda vam in pač na ta način točko zaključujem in pozivam ljudi, da se držijo ukrepov, spoštujejo karanteno in pa ostanite zdravi.